Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Andrej Dubovičnik, danes trener Litije in selektor U19. Je pa bil zelo dolga leta A-selektor futsal reprezentance, tako da zelo lepo pozdravljam, Andrej, te v naši oddaji. Sem zelo vesel, da si tu. Pozdravljam tudi vaše gledalce in pa tebe normalno. Pozdravljeni tudi vsi poslušalci. Ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, všečkate na Facebooku in Instagramu, kjer bomo veseli tudi vaših komentarjev. Odlični gosti in verjamem, da tudi veliko znanja in novosti bo še naprej, tako kot pričakujemo tudi seveda danes. Glede na to, da imamo v gosteh zelo dolgotrajnega selektorja, pa verjamem, da bomo tudi zabili veliko teh naših golov, tako da štartamo iz centra. Andrej, mogoče bi na začetku samo predstavili, ti imaš tudi nogometno zelo zanimivo kariero za sabo kot igralec futsala. Ja, res je. Moram reči, da sami začetki so že tako dolgo segajo, da niti se ne spomnim. Futsal oziroma takrat smo rekli mali nogomet absolutno še ni bil tak šport, na nek način profesionalni šport, kot je danes. Jaz sem igral v občinskih ligah, kasneje tudi v državni ligi in pa državni reprezentanci, ampak začetki so bili predvsem v občinskih ligah. Povej mi, jaz se spomnim iz teh preteklih časov tudi, da včasih se je ta mali nogomet igral 5+1. Kdaj je prihajalo do spremembe sploh v igro na 4+1? Ja, res je. Začetki tega malega nogometa so bili 5+1, kar je danes še, bom rekel, zelo tako značilno ali pa mogoče tudi malo neobičajno je, da še Zagrebu Kutija Šivica, kot en poznan malo nogometni turnir tudi iz naših časov, še danes igra 5+1, ker je pač teh ekip še mnogo več, starejših igralcev je še kar nekaj in zato ohranjajo ta sistem 5+1. Zdaj, kronološko točno ti ne znam povedati, kdaj je šlo to, vsekakor pa z poenotenim imenom temu futsalu in pa ko je šport šel pod okrilje UEFA, nogometne zveze, se pravi Evropske nogometne zveze, takrat se je šlo po vsej Evropi na ta enoten sistem 4+1, kar je bilo tudi po mojem pravilno odločitev. Ti, ko si še igral, se je igralo še 5 ali se je že igralo na 4? Ne, državno ligo, ki smo jo začeli 95. leta, smo že igrali v bistvu 4+1, takrat je bilo še samo odbojna žoga, razlika od danes. Drugače pa je to bil čas pred letom 94, mogoče še pred letom 92, ko smo pa igrali sistem 5+1. Občinske lige smo že tudi igrali 4+1, tako da tudi to ni bilo ta čas, se pravi, ne znam točno kronološko povedati, da je bil ta prehod narejen, ampak je že zelo dolgo. Ko si omenil, tudi jaz sem gledal, da šele 95. leta se je ustanovila tako prva liga, kot pa tudi ta prva naša reprezentanca. In v začetku ste imeli kar težave sestaviti te lige. Ti si takrat bil igralec, trener, v kakšni vlogi si se ti takrat znašel? Leta 95, v bistvu mislim, da je bilo iz 94 na 95 prva sezona, sem jaz bil v bistvu kapetan prvoligaša, v bistvu kasneje tudi državnega prvaka, to je bil šentjurski Juventus. Tam smo se zbrali fantje, bom rekel, kar iz večjih krajev, pa v bistvu pa vsi iz razen dveh iz občine Celje. Imeli smo dobro klimo, vse je bilo v redu, kot sem rekel, edina specifika takrat tiste lige je bila, da se je igrali za 4 žogo, ki je bila še odbojna. In to je tudi prva in edina sezona, kjer se je s to žogo igral, kasneje se je šlo na igro in pa sistem, ki ga pozna futsal še danes. Pa se je v teh letih zdaj veliko spreminjala pravila igre ali ostaja tako, kot je bilo, ker vidimo, da v velikem nogometu praktično na pol leta so neke novosti in potrebujejo tako sodniki kot trenerji obnavljati znanje zaradi tega, da se razume, kako se bo igra tolmačila. Ker zdaj v velikem nogometu imamo prav posebej tolmače nogometa, rečemo pri nas, gospod Čajn je en tistih tolmačev, ki
prav za FIFO dela po celem svetu in tolmači, kako se bojo določene situacije razsodile. Kot smo že prej rekla, tudi futsal je pod okvirjem iste organizacije, se pravi, dela se na podoben način, tudi pri nas se pravila spreminjajo, ampak kolikor poznam tudi velik nogomet, bom rekel tak, ni nekih bistvenih sprememb, so neka, ne vem, kako se izvaja out, te malenkosti, kot same neke, da bi bilo hudih tehničnih sprememb v sami igri ali pa da bi karkoli se, bom rekel, bolj poglobljeno spreminjali, so že bile tendence, ampak zaenkrat ostaja zelo podobno kot takrat, ko smo 95. začeli. Ker vsaka taka sprememba verjetno prenaša tudi pač spremembe v igri potem noter ali pa v načinu treniranja. Pri vas se mi zdi, da največja taka sprememba se je pojavila takrat, ko je bilo, ne vem, a to drži, ampak da vratar se lahko, dokler ni na nasprotni polovici žoga, v svoji polovici v bistvu samo enkrat pride v stik v igri. Tako, to je sprememba, ki, bom rekel, vpliva na nogomet. Bil je tudi predlog, kot sem prej omenil, da se te stvari omejijo. Jaz sem bil celo v eni skupini v Evropi, kjer je bil selektor državne reprezentance Portugalske zadolžen, da spremlja naša mnenja. Ampak kot sem rekel, zaenkrat se to ni spremenilo, dotik je lahko samo eden, žogo lahko večkrat dotakne golman na nasprotnikovi polovici in zaenkrat je to pravilo še tako, ki je že kar nekaj časa. Ja. Ok, zdaj malo sem se pozanimal trenutno stanje, kako je v našem državnem prvenstvu, bolj v obliki tega, koliko ekip nastopa. Ne? Mi imamo dve enotne, prvo pa drugo ligo imamo enotno državno, ne? Ampak vidim, da je kar nekaj težav v letošnji sezoni za številom ekip. Nastopa samo 9 v prvi ligi, ena ekipa je v zadnjem trenutku odpovedala nastop, v drugi ligi pa potem 7 ekip. Ne. A je nastalo pomanjkanje igralskega kadra v Sloveniji ali so razlogi kje drugje v financah ali kaj tajega? Jaz bom rekel, da na nek način mogoče se kaže neka tendenca pomanjkanje igralcev, ja, ampak vsekakor pa je ekonomska situacija, ki je v zadnjih letih doprinesla temu, da pač vsako leto katera od ekip izstopi iz lige oziroma da se priključi drugi ligi. Število ni parno in zato je tudi mogoče leto še tudi bolj ni v redu, ampak kot smo rekli, zveza ni mogla vedeti, da je v zadnjem trenutku nekdo odstopil in se pridružil drugi ligi. Jaz upam, da se ta trend ne bo nadaljeval. Vem, da se tudi na zvezi trudijo in predsednik komisije večkrat na to temo tudi govori. Je pa tako, ne? Danes je športov v Sloveniji zelo veliko. Če smo odkriti, futsal ni glih hudo prepoznavn šport, zato je težko nabrati tudi fante iz istih krajev. Na koncu koncev to je še vedno šport manjših mest. Če danes rečemo, da recimo Ljubljana nima ene ekipe, kar je v naši časi bilo nesprejemljivo, je imela vsaj 5 vrhunskih ekip, danes Ljubljana nima ene ekipe v prvi ligi, to pomeni, da pač je tudi igralcev malo manj, da tudi niso finance sam problem, ampak da se pač fante odločajo glede na drugačne zgodbe in da smo še v tem prostoru malo premalo prepoznavni. Zdaj ti deluješ kot prvi trener Litije, ne? Se to me tudi zanima, glede na to, da si bil 15 let selektor, pa vemo, da v času, ko si ti selektor, ne moreš zaradi konfliktov interesov voditi ekipe, čeprav sem dobil tudi to informacijo, da vmes si bil ene pol leta nekje, ko si tudi bil selektor, ampak okej, koliko je tebi nastalo zdaj sprememba v delovanju ali pa, ne vem, če gledamo, da si pred 15 leti ti vodil neko resno ekipo, koliko ti danes doživljaš, da se je ta naša prva liga spremenila? Ja, dobro vprašanje. Rekel bom tak, jaz se v tem letu predvsem navajam na to ligaško tekmovanje spet nazaj, ker specifike reprezentance in pa kluba so očitne. Ampak, kot sem rekel, spoznavam zadeve, nisem še čist, bi rekel, utečen, način treniranja je drugačen. Kakšne so pa to razlike izmed takrat, ko smo imeli ekipo, pa danes bi pa težko rekel. Vsekakor so večje zahteve. Ko smo začeli, je bilo pač to na nek način vseeno mečken bolj
manj organizirano. Jaz lahko samo to omenim, da recimo v časih, ko sem jaz igral futsal in pa tudi, ko sem bil še reprezentant, je bilo težko najti pravega trenerja futsala. Dejansko smo bili več ali manj samouki. Danes je to v vseh klubih že dosti dobro organizirano. Fantje, ko prihajajo na treninge, vejo, kdo jih trenira, kaj bojo trenirali. Na koncu tudi količina treninga se je povečala, čeprav sem jaz kot trener še vedno nezadovoljen s tem, ker bi želel več. To so te, bom rekel, glavne spremembe, ostale taktične, tehnične spremembe pa so mogoče za daljši pogovor. Koliko je pri nas sploh profesionalnih malo nogometnih ekip? Ja, to je eno zelo dobro vprašanje. Bom pa rekel tak, pri nas ni profesionalne malo nogometne ekipe. Najbližji po organiziranosti in pa, bom rekel, po igralskem kadru, po trenerju in posem je ekipa Dobovec, ki je v zadnjih letih naredila lep korak naprej in se tudi v Evropi dosti dobro pokazala, ne dosti dobro, ampak odlično pokazala. Ampak to še vedno ni niti blizu profesionalnega pogona. Vse ostale ekipe smo pa, bom rekel, še toliko, slabše organizirane oziroma še dalje od profesionalizma. Ker vlečna konja več ali manj sta v tej naši prvi futsal ligi 2, ne? Se pravi Dobovec, ki si ga omenil, in Litija, kjer ti trenutno deluješ. Ne? Tu lahko gledamo zadnjih, 10-15 let, je večinoma ali ena ali druga ekipa prvak, tudi verjetno leto se pričakuje, ko bo se finale igralo, da se v te vi nekje srečali v finalu. Pravim, pričakuje, ne? Je pa zagotovo to, če mi primerjamo zdaj ta del, ko si ti rekel profesionalizma, če mi nimamo profesionalizma, kako mi pa dobimo tako kvalitetne igralce lahko, da so konkurenčni tudi za Evropo, ko si zdaj omenil? To je stalni problem, glede na to, da veš, da sem deloval 15 let v A reprezentanci in to je bilo vedno, bom rekel, moja največji problem je bil glih to, ker je bilo še teže kako stvar planirati. Na nek način tekmovanja so se igrala turnirsko in sem bil teh parih igralcev res, bom rekel, dosti odvisen. Nažalost je pač temu tak, tudi drugje, vse posod po svetu ni to profesionalni šport, ampak je pa hudo profesionaliziran v Italiji, Španiji, Ukrajini, Rusiji, pač s temi reprezentancami, ki smo se mi borili. Verjetno tudi Kazahstana ne smemo pozabiti. Kazahstan absolutno isto zgodba s tem, da še poznam, da oni še dodatno trenirajo. Oni še uvažajo potem zraven. Oni še plus tega še uvažajo, dodatno trenirajo, ker denar ni problem in to je to. Zato pa tudi smo veseli, da imamo prvenstvo U19, kjer pa še niso kupili Brazilcev, tako da bomo vsaj tam lahko konkurenčni še en čas njim. Zdaj smo že naredila kar dosti koraka naprej, bi se še tu edino malo glede na to vrnil nazaj na Slovensko ligo, glede na to, da si ti zdaj selektor tudi U19, pri nas so lige približno tako deljene v futsalu, kot so pač tudi v naši prvi normalni veliki nogometni ligi, tako da imamo državno ligo, imamo se pravi državno na celem prvo pa drugo smo rekli in kadeti mladinci delujejo isto na celem državnem področju, U15 se pa deli na vzhod pa zahod. Koliko imamo pa mi ekip U19 sploh, če gledamo, obstajajo več lig sploh, ker to pa ne vem, koliko ekip imamo v prvi ligi, odkjer ti nabiraš svoje igralce? Jaz mislim, da obstaja samo ena liga U19, mislim, da je 12 ali 13 članska, to je ta liga, mogoče si pozabil omeniti, da se zdaj tudi pojavlja, da je v bistvu že kar en čas tudi U13, se pravi, tu se... To imam tudi napisano, ampak... Tu se prvo začne, drugače pa obstaja ena enotna liga, to je ta futsal prva liga za U19, se pravi, 19 prva liga, to lahko rečem, ne vem. Koliko ti pa zdaj, glede na to, da so tekme precej se pokrivajo, koliko ti uspe nabirati igralce ali pa si jih ogledovati, glede na to, da imaš ti svoje tekmovanje, plus tega, da je še treba iti na U19 tekme? To ni problem. Prvo, kar je veliko večje, je problem biti selektorjo, je v bistvu selekcioniranje, pri mlajših selekcijah je dosti več časa selektorjev zame, kot pa v AA selekciji, ker v bistvu ti že
če 2 leta vodiš ekipo, približno veš, kje je tvoje okostje ekipe, ampak jaz s tem nimam problema, glede na to, da se naše tekme igrajo v petkih, liga kolo je za 19 ob nedeljah, tako da lahko komot spremljamo. Nimaš težav. Ne. Okay. Bi pa še eno tu stvar vprašal, ko si že prej tudi strani UEFA omenjal, ne? Kaj ti meniš, glede na to, da zdaj UEFA zelo gre v smeri tega, da bi da bomo verjetno vsi prvoligaši v Sloveniji in druge po svetu morali imeti tudi žensko piramido, če se bo želelo verjetno v Evropi, vsaj tako kaže, nastopati, ne? Meniš, da bi bilo dobro, da bi se futsal ekipe priključevale tudi nekim sredinam, ki so že tako, rečemo, boljše organizirane kot naši prvoligaši pa drugoligaši kot članske ekipe. Aha, se pravi, če bi se futsal pripojil neki, rekel Olimpiji, Maribor ali kaj tem. Tako, ko rečemo, če gledamo zdaj, ne vem, te večje sredine, kot so španske, Barcelona, Real in tako naprej, pa če je to firma, kjer imajo tudi druge športe, ampak ta futsal je tudi eno teh, ne. Recimo, glede na to, da sem študiral ekonomijo, lahko že tu, brez da se ukvarjamo z nogometom, kakorkoli lahko rečemo, da tu sinergija sigurno obstaja. Ne? Na koncu ti klubi so dobro, imajo dlje časa izkušnje z organizacijo, potem ne vem, mogoče isti kompleksi se lahko uporabljajo, karkoli. Tu sinergija sigurno obstaja. Zdaj, kakšen je pa interes klubov velikega nogometa, da imajo pod svojim okriljem tudi futsal, to je pa druga zgodba. Jaz bi to sigurno podpiral, absolutno. Znanja, ki jih imajo oni, organizacijska in pa tudi druga, bi sigurno pripeljala po nekem času tem, da bi tudi futsal klub deloval bolj organiziran in na koncu tudi ni to tako hudo različen šport, da ne bi znalo oceniti, kjer so pravi trenerji tudi v futsalu in tako naprej. Tako da jaz osebno mislim, da bi bilo to dobra pot. Zdaj, koliko je pa to uresničljiva in koliko je to realna, je pa druga. No, ker krov imamo mi še vedno isti, ne? Se pravi, mi smo vsi skupaj pod FIFA ali UEFA, ali kakorkoli gledamo, ne? In od njih tudi dobivamo delegirane, kako smo prej omenili, ali je to sojenje ali pa način, kako se bo tekmovalo, kje se bo tekmovalo in tako naprej. Ok, a lahko midva naredimo približno primerjavo, recimo, kaj tebi pomeni razlika v delovanju trener v klubu, pa ne vem, kako imate vi zdaj ta tedenski cikl, pa mogoče lahko tudi nam predstaviš, kakega bi ti želel imeti, ko praviš, da ne trenirate dovolj, ne? In kako pol to izgleda celotna zadeva v reprezentanci, ker to sta precej dva različna svetova, ne? Ja, sigurno. Zdaj, lahko mogoče predstavim, na kak način smo letos v Litiji zastavili zadevo, pa mislim, da je zelo podobno zastavljeno tudi v drugih klubih. Se pravi, treniramo ponedeljek, torek, sredo, mogoče zdaj v teh pripravljalnih obdobjih, kjer ni lige, vzamemo še kak dan več. V petek igramo kolo in to je v bistvu vse. Se pravi, mi v tistih treningih, ko so 1 uro pa pol, mogoče do 2 ure, moramo upraviti vse zadeve, se pravi, vaje za moč, zdržljivost, taktiko postavljati. Vikende ste vi prosti, ali kaj? Tako, vikendi so prosti in to je ena težava, ker se v bistvu tam proces prekine in jaz osebno mislim, da bojo slejko prej klubi bojo spoznali, sploh tisti, ki tekmujejo v Evropi, da temu enostavno ne bo šlo več tako, bo treba trenirati večkrat, kar pa predstavlja določeno praktično težavo, če smo prej to ugotovili, da to ni profesionalni šport in fante ne živijo samo od tega. Ne. Tako da, to je en tak razkorak, ki je meni, ko sem bil v reprezentanci, predstavljal največji problem, ker jaz odgovorno trdim, da so te fante in to generacijo, ki sem jaz vodil 10-15 let, bili sposobni še česa več. Pokazali se to mogoče takrat, ko smo imeli največ profesionalcev zunaj, kjer so v bistvu dejansko samo razmišljali o futsalu in trenirali futsal. Treba se zavedati, da v reprezentanci smo tekmovali vedno s takimi, ki so bili profesionalci. In če omenim, da smo bili po rejtingu, bom rekel, več kot 10 let med 7 in 10 v Evropi in pa ne vem, do 16. mesta na svetu, potem je to kar en pokazatelj tega, da smo stvari, ki smo jih pač delali, kljub temu, da smo jih delali na tem našem nižjem nivoju, delali v redu. Trdno sem prepričan, kot sem prej rekel, da bi naši fanti dosegli še bistveno več, če bi imeli pogoje primerljive z tem futsal nacijam, ki se z njimi primerjamo oziroma hočemo z njimi tekmovati. Kako pa pol tujina trenira, recimo te najboljše, ne vem, zdaj
finale svetovnega je bila Portugalska in Brazilija, če se prav spomnim. Portugalci so bili v finalu, samo da ne bom kaj narobe rekel, Španci so premagali, Portugalci. Dobre, da nisem sam jaz tisti, ki sem kratek. V redu, ampak rečemo, na kak način pa... Argentina, Portugalska Argentina. Okay, ja. Kako pa potem oni trenirajo? Jaz si težko predstavljam, da si ti na top nivoju za 3 treningi plus tekma. To noben šport ni več tako narejen. Glej, v bistvu je praktično tako, da zelo podobno kot profesionalci v Barceloni, tudi profesionalci v futsalu trenirajo na podoben način, se pravi, imajo po 6-7 enot treninga in to je normalno na dolgi rok prinese rezultat. So strogi profesionalci, živijo samo tega, razmišljajo samo o tem. Ni problem samo količina treninga pri teh zadevah. Z kvalitetno enoto treninga mora slediti tudi kvalitetna enota počitka. Tudi to je bilo velikrat problem pri naših igralcih, ker so, trening v 10:30 zaključili, ob 6:00, pol 6:00 zjutraj je bil že v službi in tu je potem tudi planiranje dosti težje. Igralci, posamezniki med seboj, čeprav so v istem ritmu, z istim trenerjem, iste stvari delajo, so zelo različno napredujejo v pripravljenosti, v tudi drugih zadevah. Tako da tu jaz vidim glavni problem. Se pravi, kvalitetne enote treninga ni sledila kvalitetna enota počitka in potem se to nabira v igralcih in včasih je tudi prihaja do pretreniranosti, kljub temu, da so trenirali 3 ali pa 4 na teden. Kako pa potem to izgledalo, rečemo, v reprezentancah? Zdaj, kot primer mi je prav zanimivo bilo, jaz sem zdaj, že posnel tudi eno oddajo, ki bo prihajala za tabo z Matejo Zver, ki je pač reprezentantka in je bilo zanimivo, da tisti prvi, začetki ženskega nogometa, reprezentančnega nogometa so se dekleta mogoče en dan prej zbirala ali pa celo direkt na tekmo prihajala. Zdaj pa imajo tudi lahko po 10-dnevne akcije, pa vemo, da je pač tudi napredek se vidi, absolutno tudi pri njih. Kako ste pa vi funkcionirali? Verjetno na začetku ste imeli zelo podobne težave, da ste se bolj kot ne zbrali, pa tekme igrali. Zdaj ste pa verjetno že tudi uspeli, da si priboriti, da imate neke akcije. Bom rekel tako, to je že v moji generaciji, ko je bil selektor Dušan Razboršek, imel dosti dobro urejen. Mi nismo v bistvu prihajali samo na tekme, mi smo imeli tudi zbore izven tega, se pravi, smo se pripravljali določeno obdobje za neko tekmovanje ali kakršnekoli prijateljske tekme. Sicer je bilo obdobje krajše, kot si ti omenil, da so zdaj že punce 10 dni skupaj, mi take obdobje nismo nikoli imeli. Tudi zdaj, ko sem jaz bil selektor, smo imeli 6 dni skupaj v enem kosu največ priprav, pa smo jih razdelili, pa v drug, pa če 14 dni imeli še 6 dni. Ali zaradi tega, ker fantje, ko jih vzameš z enega konteksta, je zelo težko, da pričakuješ, da ne bojo utrujeni. Če bi jih imel 10 dni skupaj, bi verjetno bilo to za njih preveč. Na teh reprezentančnih zborih pa absolutno delamo 2-krat na dan. Zjutraj imamo trening, popoldan imamo trening, analiziramo tekme, pregledujemo tekmece. Skratka, se pripravljamo, jaz mislim, da na dosti dober način. Malo mi je šlo, na začetku te nisem vprašal, zakaj si se ti sploh odločil iti v trenerski del? Kdo te je pripričal, kaj te je pritegnil? Kdo so ti mentori, mogoče tudi? Glej, tako sem rekla prej, že zelo zgodaj tukaj v domači vasi, lahko rečem, zdaj to ni več vas, ker je že mesto prišlo do mene, ampak vseeno smo imeli to ekipo Pelikan, ker sem jaz bil v bistvu začel za njih igrati oziroma braniti pri 14 letih v občinski ligi in na nek način je potem so bili to starejši fanti, ki so to predali meni, ko so videli, da sem bil na nek način zagnan in jaz sem, bom rekel, že od 18. leta bil mali trenerja, mali igralca in na nek način mi je to, res, jaz bi rekel, da pisam na kožo, jaz to res rad delam, še zdaj, ko sem že dosti starejši, me mogoče kakšne druge stvari okoli nogometa bolj motijo, ampak ko enkrat prijem na igrišče, mi je to še vedno top, tako da ne vem, enostavno, ljubezen, gratala malo z potrebe, ker pač drugih trenerjev ni bilo, sem jaz vzel takrat trenersko tablo in začel risati in potem je to ostalo. Kaj pa lahko rečeš, kdo so ti tisti velikani, ki so ti, ne vem, bili vzor v začetku ali pa so ti danes mogoče, ki te še vedno porivajo naprej, da iščeš nova znanja, nove rešitve na igrišču ali pa ob igrišču? Jaz bi zdaj bil krivičen, če bi rekel, da sem imel glih nekega vzornika ali pa nekega takega, vse, ko sem rekel, tisti začetki, ko so bili bolj na čist res amaterski ravni.
nimam vzornikom, vsekakor, ko smo se učili, ko smo pregledovali literaturo, smo največ kopirali Špance in Brazilce, tudi kako svojo stvar smo dodali, absolutno sem imel tudi svoje poglede, kako svojo kombinacijo sem že dal v reprezentanci, ampak dejansko smo se pa veliko naučili od Špancov. Koliko smo pa pol mi z literaturami, rečemo, ko si zdaj omenil, tuja literatura v futsalu, tudi v velikem nogometu smo imeli neki težav s tem, da vsem tu, ne vem, dr. Elzner nam je pustil zelo veliko in še šolanje danes več ali manj temelji na temu, kar je on pripravil, razen tega, kar se pač mora spreminjati, kar dobivamo pač delegirano strani UEFA, ne. Kak je pa zdaj pri nas, rečemo, glede teh literature? Ste morali pol sami začeti sestavljati, zlagati, pripravljati za mlajše generacije ali je še tega absolutno premalo? Ne, tega je absolutno premalo. Tako smo prej rekla, ker je to šport, ki se je začel z ligaško igračele 95. leta, je tudi pri tem pomankanju. Mislim, prva knjiga je bila od bivšega selektorja, tudi gospoda Križmana, zdaj imamo tudi gospoda Grgoriča, že svoje literature, drugače pa še vedno se ti fanti oziroma trenerji, ki prihajajo in pa tudi starejši trenerji, še vedno učimo iz tuje literature oziroma iz teh seminarjev, ki jih v okviru nogometne zveze tudi pripravlja gospod Elzner in pa s pomočjo gospoda Razbrška. Tako da, absolutno, literatura je vedno premalo, to je tako ali tako, v futsalu je pa sploh domače literature zelo malo. Ok, zdaj še, da se vrnemo nazaj v sam ta del kot trener, ki ga upravljaš. Koliko imaš ti ljudi, s katerimi, ki ti pomagajo? Kak je tvoj štab ljudi v tem trenutku, glede na to, da to tudi smo zdaj ugotavljali, kakšne velike razlike lahko nastanejo, ne, od kluba do kluba, ampak koliko je to sploh izgleda v futsalu? Kak tim si imaš ti zdaj, rečemo, v Litiji, pa kaj si ti lahko prvošil v reprezentanci? Ja, mogoče zdaj, ko smo govorila, imam eno anekdoto, če hočeš, jo lahko vključim. Vem, da smo leta, 2012 šli v Brazilijo na en super Grand Prix turnir, kjer smo dejansko dobili tudi dosti znanja, igralci so dobro igrali, smo se uvrstili naprej. Pač en dober organiziran turnir, kjer so imeli tudi brošuro in so potem predstavili ekipo in predstavili so tudi strokovni štab, ne, in tam je bilo kar mečken, kljub temu, da smo mi prišli med prvih 8, kar je bilo takrat super, imeli smo tudi mlado ekipo. Naša stran je bila isto lepo oblikovana, lepo narisana, ampak nas je bilo bistveno manj. Mi smo bili 3 v bistvu v strokovnem štabu, mi smo celo igralca manj, mislim, da nas je bilo 13 igralcev, 3 v strokovnem štabu, dočim Brazilcev je bilo 14, pa 14 je bilo stafa, tako da že tukaj se je opazila razlika, seveda so pa bili tudi pred nami, v bistvu mislim, da so celo zmagali turnir, ampak že tukaj se je pokazala razlika. Mi smo bili veseli, da smo na ta turnir sploh prišli, da smo bili povabljeni, na koncu je bilo to priznanje slovenskemu futsalu takrat v tistih časih. Po drugi strani se je pa že takrat videla ta razlika, kjer s kakimi zadevami so se oni lahko ukvarjali, so imeli možnost, kje pa smo na nek način bili mi. No, vse tu imamo že kar nekaj takih anekdot, ker ravno tu vidimo, ne, da ta infrastruktura ljudi nam precej primanjkuje, ne, ali glavni razlog je ponovno tam pač nimamo finančnih sredstev, ampak vseeno poskušamo pač narediti, kar se da, čim več. Ne rečemo, meni zdaj mi je ravno padlo to, ne, da je Tomaž Petrovič razlagal, ko so blizu 19 reprezentancov ali 17, da nam zdaj kaj narobe rekel, ko so igrali proti Nemcem zadnjo kvalifikacijsko tekmo, je rekel, oni so imeli 3 analitike, samo 3 video analitike, je rekel, na koncu smo se že malo tako šali, ne, a jih gremo vprašati, ker oni ziher več vejo o nas, ko mi sami vseb, ne. Ja, in dejansko je tak, ne, zdaj, tam so še manjše razlike kot tu, ampak kot sem rekel, to je bilo res do konca napeto, še tisk vodja poti je na nek način mogel podajati žoge strani, smo ga dali, da je pač delal tudi zraven pri ogrevanju. Ampak kot sem rekel, takrat mogoče smo bili veseli sploh, da smo bili zraven, sicer je do danes tudi naša stvar zrasla, jaz sem v strokovnem vodstvu v A reprezentanci sem že imel tudi, bom rekel, trenerja golmanov, ne vem, nekoga, ki je
pomagal pri ogrevanju. Se pravi pomočnika, trenerja, golmana, ekonom, fizio. In v teh zadevah smo tudi mi napredovali, seveda na nek normalen način, kar je danes, je praktično si ne predstavljam več, da gre reprezentanca ven, da nima zraven 2 fizioterapeuta in pa ne vem, doktorja, ker je, to enostavno ne gre, napori so veliki, fanti so vmes utrujeni, treba je tudi kaj na ta način pokrpati. In se pravim, tudi ta je razlika od leta 2012, mislim da, pa do danes, tudi to se je spremenilo, tako da tudi tu smo Slovenci rasli. Koliko imaš pa zdaj, rečemo ti, na razpolago kadra v klubu? Govorimo o strokovnem kadru. Ja, strokovnem kadru. Imam pomočnika in imam trenerja golmanov, ampak bom rekel, tak s tem sem večkrat zadovoljen, glede na situacijo, ki je, z njima si pomagam, vse pripravljamo skupaj treninge, na koncu koncev vratarji delajo posebej in s tem ne vidim problema, oziroma težko bi tudi kako stvar naredili boljše, bom rekel čisto odkrito, če bi nas bilo še ne vem koliko več. Ja, če se gremo spet profesionalizem, pa dvignemo nivo, potem je sigurno treba tudi dvignati strokovno vodstvo, treba razširiti strokovno vodstvo, pogledati tudi kako drugo področje, ampak v tem trenutku jaz mislim, da je to. Kaj bi si pa ti najbolj želel še rečemo, da bi ob tem, da bi imel profesionalne igralce v tem trenutku, kaj bi ti želel od kadra, kaj se ti zdi danes, rečemo, da je tako nujno praktično? No? Na število treningov in pa ki jih opravljamo, jaz mislim, da je to, kar sem ti predpovedal. Zdaj, če bi pa šli v profesionalizem, so pa tudi druge zgodbe, so zgodbe, tako jih imajo Španci v reprezentancah, analitik, posebej analitik, mi smo to reprezentanci delali sami. Se pravi, trener, pomočnik moj je bil zadolžen za analitiko tekme, smo to upravljali sami. Analitik je, bom rekel, v današnji časih zelo, ker na koncu kaj hudo velikih skrivnosti več niso, pa neke specifike posameznih ekip in to vsi iščemo. Ne. In v futsalu je še mogoče to zelo zanimivo, da je zelo velik prekinitev, ki so pa neposredno nevarna za gol, mogoče malo drugače kot v nogometu, kjer neka prekinitev na sredini igrišča ne pomeni glih neke kombinacije, ki bo pripeljala do gola. Pri futsalu je to čisto drugačne. Če je pod polovico prekinitev, je to že praktično dosti velika verjetnost, da tudi prejmeš gol, če v bistvu na to ne boš pripravljen. Tu bi te vprašal, zdaj mi govorimo o tem, da smo podhranjeni v tem igralskem kadru, kar se tiče igralcev v slovenskem prostoru, ampak imamo pa kar neki, ki jih pa igra v tujino, ki uspejo prodreti v ta profesionalizem, se pravi, da živijo samo od tega. Kaj pa oni, rečemo, sporočajo, ko prihajajo nazaj, rečemo, ko si jih ti imel v reprezentanci potem? Je jim bil to velik skok nazaj, ali ste delili mnenja, kaj bi lahko še izboljšali, na kak način ste funkcionirali s temi igralci, pa na kak način si kontroliral v bistvu, v kaki formi so? Za nas, takrat, ko sem jaz vodil reprezentanco, se to ni tako dolgo, od tega so bili v bistvu 3 modeli fantov, v bistvu teh reprezentantov, ki so tja prihajali. Prvi model je, da so prišli iz čistih profesionalnih pogonov, kot smo prej povedali, Italija, Rusija, Španija, Ukrajina, ne vem, Portugalska in tako naprej, da še kar nekaj je teh. Drugi model so imele manjše države, so pa imele ponavadi po eno profesionalno ekipo, Češka, Romunija, še kjer ga bi se spomnil, ki so spet lahko na nek način pokrpali, vzeli 9 reprezentantov, z njimi delali in so tudi reprezentantov imeli zaradi tega na višjem nivoju. Naš model je bil pa tak, da smo pač svojo ligo imeli, kakršno smo imeli, ne bom govoril, da je bila slaba, ampak vsekakor ni bila niti blizu profesionalizma. So pa bili fantje, ki so na teh državnih tekmah igrali odlično, bili kar hitro skautirani in pač poslan v, ne vem, italijansko drugo ligo, mogoče rusko prvo ligo, pa špansko prvo ligo in tak naprej. In jaz mislim, da je bilo to takrat za reprezentanco absolutno pozitivno. Prvič, te fantje so videli, kako se to druge po svetu trenira, so to prenašali znanje k nam. Drugo, kar je, živeli so od tega in se absolutno ukvarjali samo s futsalom. Redno so prihajali v reprezentanco boljš pripravljeni kot domači fanti, kar je spet normalno in jaz mislim, da je to samo pozitivno. Lahko pa rečemo, da so se oni prodajali v tujino izključno na račun reprezentančnih tekm, ali je to bilo tudi kaj na račun klubskega nivoja tekmovanja?
pri samih začetkih je bilo v bistvu, ni bilo niti interneta toliko, ni bilo teh povezav in ostalih zadev, tako da jaz mislim, da so v glavnem se prek reprezentance so dobivali te prve ponudbe. Kasneje je normalno vsak bil za sebe in kolikor se pač uspel spromovirati in kolikor je pač dober igral, tisti sredini je pol napredoval, ampak lahko bi trdil, da tam po letu 2006, 2007, 2008 izključno so se fanti prodali prek tega reprezentančnega nivoja, kasneje pa tudi absolutno prek klubskih nivojev. Zdaj, mi smo tik pred evropskim prvenstvom, tudi ko snemamo tole, ta oddaja bo sicer prišla en dan za našo prvo tekmo na evropskem, ne? Ampak zanimivo mi je, da jaz sem prepričan, da večina Slovencev tega ne ve, ne? Da mi smo zdaj 7. zapored, pa v bistvu skupno 8. na evropskem prvenstvu, prvič smo bili že leta 2003, ne? In zdaj praktično imamo neprekinjeno 7-krat zapored evropsko prvenstvo, imamo mogoče malo smole, da nam ni nikoli uspelo na svetovno še priti, ne? To je tudi verjetno ena taka večja želja. Ja, to je bilo recimo v mojem času tudi moja želja, ampak tu smo velikrat prišli v dodatne kvalifikacije, kjer smo naleteli na absolutne favorite in na nek način nam ni prišli nikoli skozi, bili pa smo dvakrat, bom rekel, dovolj blizu, enkrat celo zelo blizu, ampak to je v športu tako, zelo blizu ali pa zelo daleč je zelo podobno. Ja, zanimivo mi je, da mi ne igramo kar tako malo, da pridemo na evropsko, pa smo redno iz skupin ven izpadali, ampak smo prihajali tudi v potem te zaključne boje. Ja. Kaj to pomeni, glede na vse tisto, kar smo mi dva prej govorili, da imamo malo igralcev, pa nekaj jih sicer igra v tujini, se pravi, so profesionalci, zdaj, ker tudi na to, kako nogomet zgleda, verjetno ni dovolj, da imaš ti 5-6 kvalitetnih igralcev, ti rabiš imeti pač nekaj več zaradi vseh rotacij, se to bi te še tudi zdaj znotraj tega malo poprašal, ampak kaj to pomeni, da mi prihajamo da smo konkurenčni z najboljšimi evropskimi reprezentancami? Najprej ti bom odgovoril na tisti prvi del, potem pa tole malo razložil, ker to je dosti zanimivo in specifično. Jaz osebno sem najbolj pri trenerskem poslu, ki sem ga naredil do zdaj, ponosen na to, da smo bili dejansko konstanta, da smo v teh 10-15 letih, koliko sem bil selektor, napredovali ali pa saj držali nivo v Evropi. To lahko tudi rečem na ta način, da smo v bistvu edini od nenosilcev tudi dvakrat premagali nosilcev na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, kar pomeni, da smo dobili dodatne točke in kljub temu, da vse države so napredovale, delale, ampak bom rekel, nam je to uspelo dvakrat in to si štejem kot, bom rekel, največji uspeh. Tudi seveda je potem na tekmovanju lepo priti v četrtfinale, kar nam je uspelo dvakrat, ampak kot sem rekel, to, da smo 10-12 let držali konstantno oziroma še napredovali, premagovali tudi favorite občasno, zelo občasno in vedno zmagovali s tistimi, ki so bili po rejtingu nižji, to je po mojem, sam to ocenjujem kot največji svoj uspeh in uspeh reprezentance, ne, to ni moj uspeh, ampak kot trenersko gledam, sem s tem najbolj zadovoljen, da nam je to uspelo, ker smo govorili prej o nekih pogojih in drugače pa nasplošno, kljub temu, da je to da nismo bili profesionalci, je v slovenski kolektivni športu vedno problem. Ne? Ti v rotacijah, tudi v rokometu, tudi v košarki, tudi še bolj v nogometu, ki jih je še več, možete biti na generacijo veliko več dobrih igralcev, kot pa jih je na mala Slovenija lahko, se pravi, spet se primerjamo z večjimi državami, tudi Italijo, Španijo in tako naprej. Sploh to pride v upoštev bom rekel, v turnirskem sistemu, tako kot so evropska prvenstva tudi v velikem nogometu ali pa v futsalu, kjer ti v bistvu imaš v nekem kratkem obdobju več tekem. In takrat je daljša rotacija, daljša klop po domače, kar veliko prinese. Mi smo fante, bom rekel, da smo prišli v četrtfinale v Belgiji in pa tudi v Sloveniji nosilci igre, ker že, bom rekel, do takrat že kar dobro uničili in na tisto tekmo v bistvu je naš igralec imel vsaj pol večjo minutažo kot pa poprečen Španc, Portugalc ali pa Italijan, kar sigurno pomeni eno hudo obremenitev, če vemo, da še manj eno treninga ima, potem pa še večjo minutažo in na koncu pride igrati še z boljšim in moram boljšega premagati. Zato pravim, da mi je to zelo bilo, bom rekel, v ponos, da smo včasih tudi
kakmu favorito, ki je imel vse te pogoje, odnesli točke. A nam lahko predstaviš, recimo, kakva je sploh neka strategija? Zdaj, mi zdaj vemo, da igramo 4+1. Koliko igralcev imaš ti na razpolago na tekmi za rečemo, na enem evropskem prvenstvu? Na klopi je 14 igralcev, tega ponavadi lahko imaš 2 ali pa 3 golmane, ne? Vse ostalo so igralci, ki jih pač devaš v rotaciji poljubno, podobno zgodbo kot pri hokeju. Mogoče so ti časovni intervali malenkost daljši kot pri hokeju. V glavnem je to, se veš, pozna sam, si delal v tem veliko, je v glavnem to šport, ki je v bistvu anaeroben, se pravi, mišica zelo manj kisika dobi, kot ga pa porabi, in zato so menjave pogoste in zato je tudi potrebno imeti najmanj 10 kvalitetnih igralcev na prvenstvo, če ti hočeš na tem prvenstvu korektno in dobro igrati in pa na nek način napredovati po rangih. Zdaj, jaz sem tudi razmišljal, tako v nogometu vemo, ko ekipa nekje vodi 1-0, govorimo o velikem nogometu, tisti zadnjih 5 minut pa sodnikov podaljšek se zelo ubija čas in se krade in se leži in se kliče zdravniško službo in pogovarja med sabo in tako naprej. Tega v futsalu ni, zaradi tega, ker je samo, ko je žoga v igri, ura teče. Mislim, da je to ena dobra stvar, da tudi mogoče v nogometu, zdaj jaz nisem ta, ki bi poklican, ampak mogoče izkoristimo to, da bi tudi v nogometu razmišljali o tem. Na koncu je to res točno tak in tudi jaz veliko spremljam to nogomet, je v glavnem, tako si ti rekel, to so valjanja levo in desno, bolj spominja na komedijo kot na nek resen šport. Ne morem reči, da pri futsalu tega ni, ne, ker na koncu, ker sem ti prej to omenil, če imam jaz 6 igralcev, tudi moj golman 2 minute, moram malo poležati, da se mi oni 4 spravijo nazaj, da lažje odigram še 2 minute, ne. Ampak je pa bistveno manj, ker je efektiven čas in dejansko ne pridobiš nič s tem, da, ne vem, se valaš, žogo brcaš. Ampak potem rečemo, kako ti si imel ponavadi strategijo, rečemo, teh rotacij, ali pa ne vem, kak je sploh trend, se menja vsake 2 minute po 2 igralca, tako da je igralec, ne vem, igral 4 minute v kosu, zdaj glede. To smo pač tudi že znace, to v prejšnji sezoni malo predstavljala, mi moramo vedeti, da ko naredi igralec 3 šprinte, dolge 15, mislim v času, ne vem, 15 do 20 sekund, da pride v neko normalno stanje mišica, je vsaj 2 do 3 minute, da bo lahko ponovno nekaj naredil. Ne. Na kak način potem vi rotirate? Je to ta občutek, koliko je bilo vmes tudi prekinitev, ali je pač neka stalna rotacija, ki jo prakticiraš? Bom rekel tako, to je zdaj spet stvar za malo daljša razlaga, ampak če mečken poenostavim, pa ti hitreje povem. Vsaka situacija je specifična. Prvo je treba povedati, s kakim nivojem reprezentance smo igrali. Če smo igrali to z najvišjim nivojem reprezentance, smo imeli za rotacijo mogoče pripravljenih 6-7 res kvalitetnih igralcev, 2 pa smo porinali v igro zato, da pač smo spočili nosilci igre. Če smo igrali z nižjim nivojem, smo imeli teh igralcev že več, ki smo jih lahko pošiljali brez problema v rotacijo. Druga stvar je, če zamenjuješ posamezne igralce, kar je možno in narejeno, je težje uigravaš četvorke, kar pomeni. Če sem se jaz odločil, da grem na Evropsko prvenstvo, smatram, da bojo na tem nivoju lahko 8 igralcev igrali, bom poskušal narediti 2 četvorke. Zakaj? Daj bom uigral razne prekinitve, kote, te nevarnosti zgolj, je bistveno bolj, če imaš ti čim več ponovitev z enim in istim kadrom. Vedno smo se pa mogli prilagajati, bom rekel, na nek način tekmecu in pa nivoje tekmovanja, ki smo ga igrali. Je pa to meni osebno je bil to en glavni podatek čez prvenstvo, oziroma čez Evropsko prvenstvo, da smo spremljali tudi minutažo teh igralcev. Mi smo imeli model, kjer smo približno vedeli, koliko želimo enega igralca dati, seveda pripravljeno pred tekmo ne pomeni, da se je tekma na isti način končala, ker je vedno treba prilagajati zadeve, ampak pripravili smo si načrt tekme, načrt menjav je stalnica, odkar sem v reprezentanci bil in na tak način smo tudi probali malo nivelirati in probali čim dalje spravljati te nosilce v igre, kolikor toliko sveže. Prej si omenil, rečemo, da zelo veliko pomenijo neke prekinitve v futsalu. Zdaj v normalnem nogometu govorimo mi, da nekje 30% zadetkov pade iz prekinitev, kakorkoli pač obrnemo. Koliko je procentualno kaj tega v futsalu noter?
Jaz zelo ti ne vem na pamet, ker za vsa ta evropska prvenstva in za vse se pripravljajo poročila, pa to, ampak procent je sigurno bistveno večji kot v nogometu, ker je teh prekinitev tudi bistveno več. In kot sem rekel, prekinitev iz 15 metrov je že danes, kar bom rekel, kar za ekipo, ki je pripravljena in ki je organizirana in ki dolgo igra skupaj, že kar dosti velika priložnost. No, jaz imam tako eno insajdersko informacijo, da ti zelo rad treniraš te prekinitve, ne? Da si tudi mogoče več treniral, kot so ostali bili navajeni. Ne? Koliko si bil pa uspešen potem tudi na prvenstvih pa to? Ne vem, odkot je ta informacija, meni se to ni zdelo, osebno ti povem, da se mi to ni zdelo. Ja, zakaj sem prekinitve mogoče malo več treniral, čeprav ne vem, da sem jih več kot drugi, ampak recimo, zakaj se mi zdi prekinitev zelo zanimiva? Zato, ker ostalo je dinamika. Ne? V igri je vedno dinamika in mi smo se lahko neke stvari poskušali na nek način implementirati v igrišče, ampak ko je prišel Španc in ki ti je stal za vrato in ki te je nagazal od prve do 40 minute, smo te stvari zelo malo, bom rekel, lahko prodali pod narekovajem na igrišču. Edino, kar pa smo lahko, je pa takrat, ko smo bili statični, se pravi, prekinitev je, odstojimo, je Španc isti kot Moldavc in takrat je treba tiste prve 2-3 poteze izkoristiti za neko prednost. Ne? Tam so dosti standardne postavitve, ki jih vse ekipe več ali manj na isti način poskušajo reševati v fazi branjenja. Niti ne. So različne, spet smo se pripravljali, nekateri branja se 1-1, nekateri malo consko, nekateri zaprejo prostor, tudi odvisno, kje je prekinitev. Teda to so bile specifike, ki sem mogoče del več poudarka na njih, ampak vsekakor, osnovno mi je pa to, če sem igral z boljšim, sem vse prekinitve pregledal, njihove prekinitve smo se z fantim pripravili na njih, pri sebi sem pa smatral to, da bomo takrat mogoče najlažje ogrozili njihov gol, ker je pač pozicija statična in če dobro vemo, kje stojimo, če dobro znamo narediti kak blok, se nam lahko posreči. Zdaj, glede na to, da je ta futsal tudi zelo specifičen, ker se prekrški seštevajo, ne? To vam je tudi verjetno dostikrat lahko tudi neka taktična rešitev, sploh če imaš ti nekoga, ki je ekstra kvaliteten v igri 1-1, da se nabirajo prekrški, ker to pomeni tudi, se pravi, da imate možnost ali direktnega strela, ne? Ali pa je potem kaj drugega, tudi vedno je direktni strel. Ne, vedno je direktni strel na vrata, s tem, da če je bliže 10 metrov, je lahko tudi bliže 10 metrov. Ampak ni pa čisto tako, ko si ti rekel. Okay. Igralec 1-1 ti v bistvu ne dela priložnosti, da bo nasprotnik naredil več prekrškov na njih. Včasih se je celo izkazalo, če ta ni bil res ekstra klasa, da jih je več sam naredil, ker so bile kontre, kot pa da jih je pridobil prekrškov. Danes se vsi pripravljamo na, bom rekel, to je eden od tehničnih elementov, je tribling, tako je tudi pri nogometu, to je samo eden od tehničnih elementov in danes, če mi vidimo, da je nek vanserijski igralec, ki se tega večkrat poslužuje, se tudi v obrambo pripravimo na njega in ni glih to, da bi nikoli ni bilo navodilo, zdaj pa ti vzam žogo, ker imamo že 5 prekrškov in 1-1-5. Mogoče, da smo spraznili stran, da v nekem trenutku ga pustimo, da probajo 3 igralci mu narediti prostor, da ima 2 sekunde več za pripravo na tribling in da pač poskuša, ampak drugače pa ni v praksi nujno tako, da je pač. Ker to, ko si ti omenil, takoj, ko si čez sredino, si že v bistvu v coni nekje, ki je za nevarno za zadetek. Ne? To pa pomeni, da je zelo veliko tudi se izvaja avtje. Kaj je boljše sploh imeti v tem primeru, da imaš kot ali da imaš avt, ker koti so precej različni potem? Ja, se pravim, prekinitev je vse. Prosti strel, kot in avt. Odvisno je pač od položaja, ki je. Normalno, da je najboljši šosejen je prosti strel nekje na sredini igrišča pri 13-14 metrih, daleč bolj idealen kot pa izvajanje nekega kota, kjer imaš ti dosti lažje v obrambi zapiraš linije udarcev. Ampak, kot sem rekel, to je prekinitev in če je dobro odigrana z dobrim blokom nareta, jo je možnost prodati tudi Špancu. Ok. Povej mi, kam gre trend futsala danes? Rečemo, zdaj, ko se pogovarjamo, ko delamo to malo primerjavo, mogoče z tem, kar jaz delam, ne? Pri nas je zelo trend, ne vem, da se visoko pritiska žogo, da se lovi po celem igrišču. Mi imamo pač to igrišče v tej 3 cone nekje razdeljeno. Kako imate vi
te cone razdeljeno, kdaj, kam, kako, ker zagotovo jih imate, zaradi tega, da je to tudi igralcem potem lažje, da vejo, kdaj reagirati ali pa ne vem kam steči ali pa se odkriti in tako. Ja. Tudi pri nas bi rekel, ali pa tudi bom rekel, dobre ekipe, dobre reprezentance je trend, da pač visoko pritisnejo na nasprotno ekipo, kar je iz tistega, kar smo se predpogovarjali, zelo še bolj mogoče kot pri velikem nogometu, še bolj očitno pri nas. Zakaj? Če te neka boljša ekipa ali pa vsaj močnejša ekipa, fizično močnejša, boljšo igrana ekipa spusti pod polovico, avtomatično pač riskira, da bo prišle do težave. Zato te boljše ekipe, dobre pripravljene z veliko rotacijo, ki imajo veliko rotacijo, absolutno že grejo kar v bistvu v našo devetko in te že pritisnejo od prvega dotika žogo. Tako da to je trend in to delajo boljše ekipe. Če gledaš neko špansko ligo, je to zelo lepo, ker je to res, kot da bi gledal pri velikem nogometu angleško ligo, to se igra po celem igrišču, trka, normalno tudi z zahtevami v obrambi, ampak dočimo naši ligi je to še vedno malo drugače, razlike so še kar, bom rekel, tudi v prvi ligi so še dost velike, tako da bi bilo, ko bi s tem rekel, od 10 trenerjev bi 9 trenerjev dobrega polja igrali obrambo proti Dobovcu, ne pa jih ganjali že kar na njihovi devetki, ker so pač igralske razlike prevelike. Pa, ker to me zdaj zanima, ne vem, pri nas je zelo tipično, da mi, če gremo visoko napadati nasprotnika, je pač, da tako rečem, ali žoga ali pa pač prekršek, ne, zdaj poskušaš, v nobenem primeru pač igralec ne more iti mimo tebe, ne, to je neko osnovno pravilo, ker potem pomeni, da je toliko veliko prostora, zagotovo tukaj je manj igralcev, je še to toliko bolj izrazito, ne. Ko pa ti enkrat prehajaš potem pred svoj gol, se pa igra res ta trdna conski način branjenja, kjer se samo pokriva prostor, čim manj poskušaš iti v dvoboj, ker če tam narediš prekršek, tako kot smo rekli, je to 30% verjetnosti, da boš prejel zadetek. Imate vi zelo podobne potem te strategije znotraj? Bom rekel zelo različno. Zdaj, obramba se lahko igra 1-1 po celem igrišču, lahko se igra obramba 2 naprej, lahko je 1 naprej z zapiranjem strani. Tako pri nogometu je tudi več načinov zapiranja in pač organizirane obrambe v futsalu. Zdaj, kaj je tu najboljše, kaj ne, to je odvisno Kaj tebi najbolj odgovarja? Ja, ok, bom to povedal, ampak drugače pa ti po igralcih izbiraš, če imam izredno hitra igralca od spredih, izredno je hitra 3 igralce v vsaki rotaciji naprej, pa verjetno ne bom niti razmišljal, bom šel takoj igrati na njihovo šesko. Po drugi strani moraš biti pa dobro organiziran, ker tu je malo drugače pri nogometu, kjer si mi ti prej omenil, da za vsako ceno narediš faul, tu ga za vsako ceno smeš narediti, mora biti vedno varovanje. Ja, to je verjetno zelo velika razlika. Ja, in tu je potrebno vedno imeti varovanje. Se pravi, ne vem, v različnih obdobjih smo tudi pri meni probali malo različno igrati, glede na tudi na igralski kader, na vse skupaj, drugače pa glede na to, da reprezentance so sploh podvržene igri 1-1, zakaj? Bolj zato, ker je to zapiranje manj organizirano, ker je manj skupnih treningov. Ena ekipa, Kazahstan recimo, ki ima iz ene ekipe, bom rekel, vse reprezentante, to se bo na tem prvenstvu videli, oni lahko zapirajo z 2 naprej, ne vem, varujejo en druga in na ta način potem poskušajo in pritiskajo obrambo ali pa silijo napadalca v napako. Dočim druge reprezentanci, kjer niso vsi igralci izhajali z enega kluba, tudi Španci so imeli en obdobje način, da so malo zapirali na drugačen način, zdaj pa tudi igrajo kar gladko 1-1 vsak svojega in s tem tudi, bom rekel, najmanj riskirajo, ker so tukaj, bom rekel, samozavestni in pa na koncu tudi vrhunski igralci in dobro pripravljeni. Ampak mi je zelo zanimivo, ne vem, jaz sem pač uspel pogledati polfinala pa finale tega zadnjega svetovnega prvenstva, koliko je res razlika, tudi tukaj se je videlo, ne vem, v primeru, da je ekipa lovila rezultat, takoj igrajo z vratarjem in se igra s 5 in se more tudi te rotacije 4, ko se postavijo v diamantu noter, koliko veliko igravanja potrebuje ena ekipa za to, da to res kvalitetno na eni strani dela, da se bo odbranila, na drugi strani pa ti, ki napadajo, da bojo morali zelo, zelo hiter reagirati, da bojo prihajali v situacijo za zadetek.
Koliko imaš ti, rečemo, občutek, da je veliko lažje natrenirati fazo branjenja napram fazi napada, kako to pri vas gleda? Malo sprašujem zaradi tega, ker Verdenik je zelo rekel, jaz sem vedno prej treniral prvo fazo branjenja, pa sem ugotovil, da imam težave z napadom, da obrambo se načeloma precej hitro da uigrati. S čim ti začneš pol, kot trenirate? Tu sem mogoče bolj specifičen, kot pri tisti, kar si mi prej rekel. Jaz absolutno smatram, sem trdno tudi prepričan, da je težje igralca naučiti kvaliteten napad kot pa obramba. Obramba je na koncu tudi v velikem nogometu in tudi pri drugih športih malo stvar motivacije. Se pravi, ti postaviš neke zahteve, absolutno, da ne bom rekel, da podcenjujem. Včasih je obramba bolj pomembna za zmago kot pa napad. Ampak, če gremo iz vidika, kaj se teže v ekipi nauči, kaj posameznika teže naučiš, pa tudi kolektiv kaj teže naučiš, je absolutno to napad. Na koncu tudi, če pogledamo čisto logično, če ne bi bila športnika, da ti neko stvar z žogo delaš ali pa brez žoge je, v bistvu bom rekel, dosti težji žogo. Tako da moji treningi, ne vem, če je to prav zdaj, ampak jaz nijem tukaj skrivati, so 80-20 ali pa 75-25 sploh, ko vzamem ekipo, se pravi, ko se začnemo na novo učiti, so na strani napada. Jaz želim igrati. Začneš za napadom. Tako. Jaz vsako ekipo začnem z napadom, želim napredek v napadu, sproti delamo obrambo, povemo zadeve, ki so pomembne za nas za obrambo, ampak kot sem rekel, 75-25 je mojega učenja v napadu. Ker tu je meni tudi zanimivo, ta sama logika. Mi danes govorimo o napadu, ne vem, nogomet velik ima pač offside, in poskušamo napadati velik ta prostor za to zadnjo linijo. Vi tega nimate, se verjetno napada tudi nekoliko drugače potem zadeva. Sigurno te offside pozicije ni, ampak kot sem rekel, je pa podobno. Z žogo je težje napraviti nekaj, moraš imeti zraven še idejo, moraš biti tehnično dosti dober, moraš biti dosti hiter, dosti uigran. Na koncu en sam, kot sem prej rekel, ni več da bo razbil obrambo, tako da jaz še vedno mislim, da in tudi mlade, ko dobim v roke, najprej hočem, da jih naučim igrati žogo, kolikor je pač to mogoče, tudi odvisno od njihovega tehničnega znanja, ampak za vsemi treningi in z ostalimi se mi zdi, da se ta obramba kar malo priuči zraven, čeprav se zavedam tega, da je rezultat lahko hitrejš, boljši, če začneš učiti obrambo in se zapreš, ali na nek način zapreš, ali pa kakorkoli, kot pa če začneš učiti fante igrati z žogo, ampak ne vem, moja filozofija je bila vedno bolj napadalna, ker tudi sam sem rad igral žogo, tako da. Jaz vem, da meni to samo postavitev v zadnji coni mi ni načeloma težava. Ko gremo pa visoko gor pritiskati, je pa skoraj podobna težava, ko pa organizirati napad tudi. Se pravi v tej fazi branjenja. Okay. Da se vrnemo nazaj na evropska prvenstva, ti si imel eno to veliko čast, upam, da sem pravo besedo uporabil, da si 2018 gostil evropsko prvenstvo v Sloveniji kot selektor. Verjetno je bilo v Stožicah navdušenje in občutki še lahko s katerim koli drugim prvenstvom sploh primerjaš? Ne, se strinjam. Na koncu mi je bila čast vseh 15 let biti selektor reprezentance in se po tej plati počutim privilegiranega. Ta dogodek v Sloveniji je bil pa sigurno top dogodek, kapa vseh pač prvenstv, ki sem jih igral, ki sem jih vodil ali kakorkoli. To je bilo res en čudovit dogodek in jaz upam, da še bom to doživel za časa svojega življenja, da še en tak dogodek v futsalu ponovi v Sloveniji. Če je razlika, to tudi rad sprašujem, ko slovenska himna začne igrati in ko ti stojiš, koliko je razlika biti doma ali pa biti na igrišču, ko se to začne igrati? Je razlika, ampak še večja razlika je, če je doma polna dvorana, če je res polna velika dvorana, pa poje himno, to je drug občutek, saj meni, jaz ne vem, koliko drugi to doživljajo, ampak to je res super zdaj. Povej mi, kaj ti meniš, glede na to, da smo mi imeli res takrat in prenosi so bili po moje zelo gledani, dvorana je bila polna, igrali ste vrhunski nogomet, a smo mi iz vidika futsala dovolj naredili reklame, da bi privabili več igralcev v futsal?
to, kar si na začetku omenil, ne, mi Slovenci smo res, jaz rad to poudarjam tudi na usposabljenih trenerjev, ne. Mi se ne zavedamo, da mi v ekipnih športih, kjer je res težko nastopati, ne. Imamo vrhunske ekipe v košarki, v odbojki, v vaterpolu, v nogometu, se pravi, pa potem še vse ostale posameznike od plezalcev, veslačev, od judoistov, ne vem česa, vse zvej. In ponavadi je vedno tako, da ta en dober igralec je sposoben igrati ali pa biti vrhunski športnik na večjih področjih in se več ali manj vsi borimo za enega in istega igralca, ne. Se ti zdi, da je iz vidika tega malega nogometa, se pravi futsala, da je bilo premalo narejeno, da bi privabili v tistem obdobju več igralcev? Kak je bil izplen na koncu? Zdaj, če govorimo za samo evropsko prvenstvo, se mi zdi, da je bilo dovolj narejeno, da je bila lepa reklama, da je bilo vse. Drugače, ko so se luči ugasnile, je bilo mogoče premalo nareditega, da se to promovira naprej, ker se je očitno videlo, da Slovenci imamo radi kolektivne športe, da na koncu imamo tudi radi futsal, ki je malo manj poznan, ne. Recimo podatek, da je bilo 105.000 gledalcev v 20 tekmah, ne vem, kjer dvoranski šport si ga lahko prvoši, kar to pomeni samo, da niso bile obiskane samo naše tekme, ampak so bile obiskane tudi druge tekme. Recimo, Portugalska, Romunija ali pa take tekme so bile isto obiskane za 5.000 gledalcev, kar je po mojem lep rezultat za dvoranski šport, ne. Na tem področju sigurno nismo naredili dovolj, ampak jaz se ukvarjam za stroko, ne za marketingom in z, ne vem, oglaševanjem in teh zadevah. Mi je pa žal, ker je to en lep šport in sem prepričan, da še bo rastel. Jaz sem osebno bil zelo zadovoljen s tem, ko imamo krovno organizacijo UEFA prevzel Čeferin, kjer je v bistvu on bil tisti, ki je naredil prvenstvo U19, se pravi, tisto, kar smo selektori poudarjali, bom rekel, čez šest teh evropskih prvenstv, da je pač šport potrebuje tekmovanje tudi v nižjih kategorijah, da to ni šport, če je samo člansko tekmovanje. Na nek način je to Čeferin s svojim prihodom takoj upravičil in jaz upam, da bo ta šport rastel. V nekem intervjuju sem se celo zasledil, da bi to bil najbolj popularen šport, dvoranski šport govorim, ne. Jaz mislim, da UEFA to možnost ima sigurno. Če bo to želela, lahko z lahkoto naredi. Ampak tudi ta slovenski prostor bi bilo dobro, verjetno, če se nekako malo spodbudi. Jaz moram reči, da malo pogrešam tudi v tem trenutku tudi strani države, ne. Sej na koncu danes naša reprezentanca ali pa ne, naslednji teden, ne, bo predstavljala državo, ne, in bi lahko verjetno tudi tu naredili malo več reklame, pa malo več, da bojo ljudje, ko se bojo tekme prenašale, da bomo tudi mi navijali, da bojo tudi igralci vedeli, kakva bo gledanost teh slovenskih tekm z naše strani, ne. Reči mi, kak trener si ti? A si ti bolj avtokrat ali si bolj demokrat? Avtokrat, bolj avtokrat. Ne vem, dobena skrivnost je, to me verjetno nisi želel vprašati, lahko pa tudi povem, zakaj sem v bistvu z reprezentance šel. 15 let je več kot dovolj lepo obdobje je bilo, ampak počasi so se ti odnosi v reprezentanci, malo smo se naveličali en drugega, tudi predvsem igralci nas strokovnega vodstva, ker smo stalno en isti. Kot sem ti prej rekel, ta okost ekipe je z menoj bil 12-13 let, nekateri tudi od samega začetka, ko sem postal selektor, in je do neke zasičenosti prišli, do neke energije, ki je v bistvu bila še vedno na treningu, ni bilo popuščena in tega, ampak vse eni z drugim smo se zasičili. In tako sem ti rekel, od začetka sem bil sploh avtokrat, še bolj kot proti koncu, ker na koncu, če 15 let z nekom sodeluješ, fanti so bili stari že čez 30 let, že ni bilo več pravega odnosa trener-igralec, ampak smo bili že na koncu na nek način prijatelji. In to so stvari, ki te malo ovirajo pri tem, kar delaš, kar hočeš dobro delati, in tudi to je bil eden od razlogov, da sem rekel, da je tega časa dovolj. Drugač pa sem bolj sem podvržen temu, da pač fantje sledijo treningu, ki smo ga pripravili, ampak daleč od tega, da nisem pripravljen poslušati, in tudi večkrat sem poslušal igralce, ampak ve se, kdaj se to naredi. Ne med tekmo, ki imamo mi model narediti in zdaj nekomu ni, da bi to pač, da se mu zdi, da to ne gre, ne. Takrat ne želim sploh čuti. Je pa normalno na treningu, ko se neke stvari igravajo, če ima kdo kako pripombo, sem vedno pustil in povedal, in če je znal argumentirati, sem jo tudi vzel.
Povej mi, kako imaš pa potem ta občutek, ne vem, za mlade pa stare igralce, kdaj je v futsalu, ne vem, čas, ko bi starejši igralci zapuščali. Si imel tudi, ne vem, tu, če pogledaš zdaj za nazaj, ne. Jaz sem imel v oddaji, ko je bil Radosavljević, je tako rekel, po tem svetovnem 2010 smo odigrali 2 slabe tekme, ne. Ampak smo imeli pa vsi tisti starejši igralci zelo tak grenak priokus, da so nas prehiter mogoče brcnili in od takrat naprej imamo veliko težav, se pravi neko novo jedro sestaviti v A reprezentanci, ko govorimo pač tako, ne. A glede na to, da ti si zadržal ta, rečemo, ritem, pa si še vedno se uvrščal na veliko tekmovanje, ne, pa če pogledaš nazaj, si imel kdaj tudi kako tako podobno situacijo, da lahko rečeš, da si koga prehiter odstranil iz reprezentance? Jaz osebno mislim, da ne. Naredil sem sigurno veliko napak, mogoče bi kakšne stvari tudi spremenil, ampak zdaj se glih ne spomnim tega primera, da bi sam potem, ko sem analiziral stvari, rekel, da je nekdo prehiter šel iz reprezentance, ker v glavnem sem tudi te nosilce igre zadržal. Kljub starosti, ki so bili že čez 30 let star, so pri meni še imeli ključno vlogo, ker na koncu koncev kolektivni šport ni mladih in starih, sploh v reprezentanci ni mladih in starih. Če je dober, če je slab, je slab. Mogoče sem kdaj imel malo težje prilagajanje z mladimi igralci na koncu koncev, ker so ti bili res tukaj odstopali starejši igralci, govorimo o generaciji, ki sem jo jaz vodil. To je kar 10 let, obdobje 10 let, so bili ti tukaj dobri in tukaj kvalitetnejši in tudi so se kasneje v tujino prodajali, da so bili res, da je bil vstop za igralca, ki je prihajal še dosti težji, ker je zaostajal po vseh elementih za tem novim igralcem in zato je včasih obsedel na klopi, ampak sem trdno prepričan, da nisem nikoli dobenega vzel zastojn in recimo mogoče mi je žal samo, da kjerga mladega igralca nisem okiral večjo minutažo, več ponudil, konkretno za Hozjana, ki bo predvidevam, da bo na tem prvenstvu, ki zdaj prihaja, eden naših glavnih igralcev, upam, da bo en glavnih igralcev, on je pri meni, bom rekel, veliko presedel, ker takrat še ni bil čist nared igralec, ampak se je že vedel, da enkrat bo in jaz mislim, da je tole prvenstvo zdaj, ki prihaja pravi trenutek tudi za njega, ampak kot pravim, mogoče sem za njega daj občutek, da bi kako minuto lahko več poigral, ampak sem se konzervativno odločil spet za nekoga preizkušenega, drugače pa nisem imel s tem problema, da bi koga starejšega iz reprezentance predevo, saj meni se to ne zdi. Ker ti si tudi kot igralec, kot reprezentant, ne, v štartu si bil zelo prvotimc, ne, proti koncu tvoje reprezentančne kariere si pa več sedel, ko pa igral, če lahko rečemo. Ne, to ni bilo pa nikoli. To si pa narobe podatek potegnil ven, ker sem vedno trgal na polno. Mogoče čisto zadnjo obdobje, očitno si se pogovarjal z selektorjem, očitno za zadnjo obdobje proti Zagreb sem me dal na klop sedeti, pa sem takrat tudi mislil, da bi mogel več igrati. Ampak je rekel, da vsaka čast je rekel, da niti v enem momentu, da nisi reagiral negativno, da tudi takrat, ko si sedel, da je bilo to samo spodbujanje, da si v bistvu skoraj, da bi tako rekel, na klopi garal, tako kot da bi bil na igrišču. Se ti pravim, tega obdobja, da sem bil na klopi, je bilo prvi zelo malo, to je treba reči, kakorkoli je, zato ker smo v glavnem, tudi takrat je imel Dušan Dule, je imel malo rotacijo in sem veliko igral v reprezentanci. Ampak v zadnjem obdobju, ki sem se pa v bistvu že poslavljal malo, pa na nek način mi so že prihajali mladi, ki so tudi zaslužili minutažo, sem pa še vedno bil pripadnik in normalno, da me je zil, da nisem igral. Celo čutil sem za tem prvenstvo v Zagrebu, da bi lahko dal še kaj sebe, pa me je pustil na klopi, ampak to je stvar in jaz se takrat nisem popolnoma nič bunil, normalno, ker sem vedel, ker sem se že takrat zavedal, da tudi jaz enkrat trener in da kakršnakoli reakcija ne bi bila v redu. Zelo zanimivi smo, ne? Tudi jaz včasih prebiram te razne anekdote igralcev, ki rečemo, so navajeni sploh biti nosilci igre v nekem obdobju in potem v tistem zadnjem se že malo čuti, ne, da si mogoče malo več na klopi, pa si prepričan, da bi mogel igrati, zelo različno reagirajo, se pravi, na te situacije.
In tudi vem, da za Amy Wambach, to je ena najboljših igralk vseh časov, verjetno, ne, je bila ista pač izjava. Ne. Jaz sem se mogla odločiti, ali bom del ekipe ali pa ne bom del ekipe. In sem se odločila del ekipe, sem se usedla na klop in kot da sem na igrišču in da igram zraven. Meni popolnoma jasna stvar, ker na koncu vedno in tudi, ko sem bil pa kasneje trener, reprezentanca ena in reprezentanca je od vseh, ne, ni reprezentanca moja kot selektor. Včasih kdo rekel, igralec ne bo prišel, če ga bo selektor poklical, ker pač ne mara selektore. Čak, te ne kliče, to te kliče reprezentanca, to te kliče grb in to so meni malo smešne izjave in vedno, ko sem bil v reprezentanci ali kot igralec ali kot trener, sem drgnil na polno in meni je bilo to osebno častno. Zdaj, glede na to, da si že toliko dolgo v tem športu, se je že kar nekaj teh tvojih igralcev postali zdaj tudi trenerji. Ne? Se že srečujete letos, verjetno malo več, se boste tudi nekaj si ponovno v ligi. Kako pa izgledajo zdaj ti odnosi po vseh teh obdobjih? Ker meni je tudi zanimivo, ne? Ker se pravim to, ko smo se preden smo začela snemati, ne? Vsi ti, ki meni sodelujejo v tej moji ekipi podcasta iz Centrov Gol, so moji bivši igralci. Ne? In mi je prav, moram reči, zelo zabavno in se jim še enkrat tule v tej oddaji lahko zahvalim, da me še kar potiskajo na nek specifičen način, ne? Da smo danes, lahko rečem, zelo dobri prijatelji, kljub temu, da je pač neka starostna razlika med nami. Ne? Kako pa ti funkcioniraš zdaj vsemi temi? Ker na igrišču se pa velikokrat zgodijo konflikti, mi se spomnimo predvsem teh nekih ekstremov, ko smo neke res dobre stvari dosegli ali pa takrat, ko smo se dobro skregali. Ne? To se potem... Zdaj mi moraš povedati, ali so to bivši igralci, ki sem jaz igral, ko sem jaz igral z njimi? Ki si jih bil ti trener. Aha, in so zdaj postali trenerji. Ja. Ma glej, tako bom povedal, jaz v tem trenutku mislim, da imamo čisto v redu odnos. Ne. Je pa bilo v nekem trenutku, kjer so ti fantje še igrali, pa so že imeli malo skominov po reprezentančnih selekcijah, da niso glih argumentirano govorili v reprezentanci, posledično tudi o meni, tako da takrat nismo imeli glih idealnih odnosov, če to lahko kar po imeni govorim, jaz nimam dobenih zadržkov, niti Horvat, niti bom rekel, niti Simeunovič, ampak jaz danes mislim, da je stvar drugačna, da sta tudi ona dva ali pa mogoče še Perti zdrav spoznali, ko sama trenirata, vidite, se ukvarjate s problemim, da nimamo več teh težav. V nekem trenutku so pač mislili, da selektor ni več, da so oni že boljši, ampak hoteli so biti opozicija, jaz takrat tega nisem tako jemal, zato ker so se mi zdeli še daleč od tega, da bi postali, da so trenerji, ker so imeli še premalo izkušenj na tem področju. Takrat ni bil glih naš odnos najlepši, v bistvu tudi jaz se nisem v konflikt spuščal, ampak po medijih raznih so pa bile določene izjave, ki niso bile glih... Meso za novinarje. Tak, meso za novinarje, ampak glih niso bile pozitivne. Jaz sem se ugradil od nasprotnih izjav, ker se mi zdel, vedno sem smatral, da če bom začel nekomu odgovarjati, potem moram vsem. Ker mi naslednjič nekaj negativnega napisal nekdo iz spodnega dupleka, si zasluži odgovor, tako glih ta, ki je bil tam. Tako da jaz nisem šel v konfrontacijo, ni pa mi bilo prav, vse to oni sami vejo, tudi mogoče kdaj sem kjermo neuradno to povedal, ampak jaz mislim, da so to zdaj te pozabljene stvari, da smo šli naprej, da se vsi ukvarjamo z enakimi problemi, s podobnimi problemi, tako da... Lahko rečeš, da je ta futsal trenerska skupnost povezana, sodelujete med sabo, menjujete informacije? Glej, tako bom povedal, najprej moram povedati, da je zelo mala, ne? Spet bom ti dal... Se ravno zaradi tega, ne? Ja, ne vem, ja. Zdaj v tem vikendu bo licenčni seminar APA Pro, ne? Nas je, ne vem, 500 trenerjev v Sloveniji, kar pomeni, da se že nekako drobimo v neke skupine, ki se povezujemo. Ne? V redu. Tu pri nas recimo je to bistveno manj podatek, ti moram povedati, ki sem ga pred nedavnim dobil, oziroma na zadnjem izobraževanju, ki sem bil v Belfastu, so imeli predstavitev organizacije trenerjev španskih, kako funkcionira organizacija trenerska v Španiji za futsal. In na koncu sem ugotovil, oziroma prvi podatek, ki ga je dal predavatelj, je bila, da imajo oni več registriranih trenerjev in to občutno več, kot imamo mi igralcev. In to mi je že dal vedeti, da ta model ne bo za mene, je pa fajn, če poslušam. Ne? In to je ena taka zanimiva. Drugače pa, tako bom rekel, zdaj,
Jaz mislim, da ta trenerski odbor, kot je bil prej, če tako povem, ga konkretno vodi spet ta oseba, ko smo pred govorili o njej, Dušan Razbršek, bil sem jaz, bili smo vsi selektorji mlajših selekcij, se pravi 19-ke, takrat 21-ke, ne. Se mi zdi, da smo dobro pot naredili, da smo ta selekcionirana, ki še zdaj laufajo, ki še zdaj na nek način potekajo, dobro zastavili, bili pravočasni, da smo saj lahko zbrali, da smo to naredili osnovo za to reprezentanco, ki je zdaj v 19, ki je že redna, ne. Zdaj, ko smo povezani, jaz mislim, da si delimo mnenja tudi na teh seminarjih, kot smo, jaz ne vidim, da bi do karkoli skrival in tudi prav se mi tako zdi, na koncu to je vse na nek način brez veze. V redu smo povezani, mala skupina nas je, jaz upam, da bo v bodoče, ker tudi to je za razvoj športa zelo pomembno, da se še bojo ti fanti, ki zdaj nehajo igrati futsal v reprezentančni ali pa ligaški, da se še bojo odločili za trenerje, ker na koncu je to zelo pomembno, da mi že mlade začnemo pametnih stvari učiti, ker od selekcije U19 ali pa od U17 naprej ne bomo mogli več popraviti zadev. Ker ti nisi tisti tipičen trener, ko je igral in potem, ko si zaključil, si postal trener in se šele začneš srečevati z težavami. Ti si že precej prej postal trener kot igralec in si verjetno precej drugače tudi gledal na celotno situacijo, ker tudi tu radi sprašujemo te, ki so končali in prišli v tej oddaji, ne, in pravijo, šele potem ugotoviš, kako različna svetova sta, ne, in s čim si se ti kot igralec ukvarjal in s čim se mora pač trener ukvarjati. In da je... Popolno razumem to in tudi te njihove pomisleke, jaz teh problemov nisem imel, na koncu moram pa povedati, da pa zdaj ni več mogoče, bi rekel, ali pa zdaj ni več mogoče, ali pa tudi jaz ne bi nikoli več bil igralec, trener, ker to je danes nemogoče, ne, v dobenem športu, tudi v futsalu, ne, takrat sem bil in če bi prvenstvo trajalo še 2 meseca, bi verjetno se skregal z vsemi in res je bilo naporno. Tukaj fizično, ker moraš pripravljati treninge, dela z njimi, kot psihično, ker imaš še druge težave, tako da ja, je pa res, da sem že od samega začetka, tudi ko sem igral, se ukvarjal s tem in mi tega prehoda pri meni ni bilo. Ko smo še tu v reprezentancah, ko si zdaj omenil, ne, Špance, sem se pač zdaj spomnil tudi to, ne, kako imate vi znotraj teh reprezentanc urejeno komunikacijo ali pa model igre, imate kaj od tega? Ker recimo, dokler vem zelo dobro, dokler je bil Milan Miklavič, direktor mlajših reprezentanc, se je zelo dobro vedlo od 15 do 19, kater model in na kakšen način, ne? Ker je pač to Milan tudi rad prezentiral. Upam, da je pač bil prevzem vsega skupaj z gospodom Pavlinom narejeno tako, kot mora biti, verjamem, da je bilo in da se bo pač ta pot tudi nadaljevala. Kako imate vi to narejeno v futsalu? Imate isto, da prenašate informacije, imate nek skupen model, kako imate to tudi potem v odnosu do A-selekcije? Pa tu bi te še vprašal, kako imate potem sploh, glede na to, da si bil 15 let selektor, kako je izgledal ta sploh prehod ali pa predaja informacij novemu selektorju? Najprej ti moram povedati, da spet so v 15 letih se različne stvari zgodijo, ampak jaz bom rekel, da glih pod gospodom Miklavičem, ki je večkrat tudi prišel na naše treninge, na koncu je tudi on bil zadolžen za futsal, je večkrat prišel na naš trening, pogledal, smo kaj pokomentirali organizacijo treninga na splošno. V nekem obdobju smo tudi v futsalu, pa jaz mislim, da je to edina prava pot, da se stopimo, ker nam ni vedno uspel, imeli povezavo, se pravi, jaz sem bil selektor A reprezentance in moj pomočnik je vodil reprezentanco U21 in še na nižje selekcionirane dol je delal, ne vem, drugi trener reprezentance. Takrat je imel on, oba dva sta imela konkreten stik za A reprezentanco, se pravi, pri meni sta bila pomočnika, delala sta pa kot glavna trenerja v nižjih selekcijah. In moram reči, da ta stvar dobro funkcionirala, ne. Takrat je bilo še malo število teh zborov v nižjih selekcijah, zdaj je to število še večje in je še povezava še bolj pomembna. Mi smo o tem že velikrat govorili, jaz sem na to delal velik poudarek, zakaj, glih si razloga, ki sem ti predpovedal. Prihajali so v A reprezentanco mlajši igralci iz mlajših selekcij in že tak ali tak je bil podhranjen, mogoče tehnično, kar se tiče same vzdržljivosti, povsem je bil podhranjen, potem je še prišel na naše prekinitve in na te zadeve in je v glavnem zelo težko bilo v tistem prvem obdobju, da se je kdo dvignil in da je kdo dosti hiter lahko začel kvalitetno igrati v A reprezentanci.
Zdaj, če je že predpoznal delo v reprezentanci, če je poznal prekinitve v reprezentanci, če je poznal model, mu je bilo bistveno lažje se prilagoditi. Kako imajo v tem trenutku to urejen, ti težko rečem, ker že 2 leta pač nisem član več tega, niti v bistvu nisem AA član, ker ne bi imel glavno besedo pri tem. Povezava v tem trenutku z mojo selekcijo ni ne vem kako velika, je pa to treba po mojem spet zgraditi. No. Se pravi, si želiš več sodelovanja? Absolutno ne. Čisto konkreten bom. Prišel je čas, ki bi Slovenija mogla imeti tudi nekoga, ki bi urejal. Zdaj je že toliko selekcije, da bi mogla imeti nekoga kot nekega, bom rekel, strokovnega direktorja reprezentanca, pa, ki bi mogoče se ne ukvarjal z AA reprezentancem, ampak povezoval vse ostale reprezentance, mogoče dobil tudi enega analitika pod sebe in bi vseh reprezentancah delal podobne zadeve. Imel program, ki bi se navezoval, se pravi 15 dela to, 17 dela to in jaz si na tak način to predstavljam. Zdaj, koliko je to spet uresničljivo, to je stvar Nogometne zveze Slovenije in pa tisti, ki to vodijo. Jaz mislim, da je pa prišel čas za to, ker je na koncu število selekcij, število zborov zrastlo, število zahtev je zrastlo in nek tak povezovalni člen bo slejko prej mogel biti tudi v naši reprezentanci. Ampak to ni moj model, ta model Španci, Italijani in ostali že imajo dosti dolg časa. Ok. Zdaj, glede na to, da bomo verjetno počasi šla proti koncu oddaje, pa verjamem, da bi lahko še zelo dolg, ampak že imamo kar nekaj za sabo, zelo minut, da gremo malo čist izven tega. Zdaj, tvoj sin igra tudi nogomet, ampak igra velik nogomet. Kako izgleda pa ta vajin odnos, glede na to, da si ti trener, selektor in ko greš ti na tekmo, koliko je to čustveno, pa da ti uspe, da se ne skregata, imate to zelo dobro urejeno? Najprej je treba povedati, da sem jaz bil igralcem, pa sam igral nogomet, to je velika razlika. Se veš, neki so ljubitelji, neki so pa tisti, ki smo igrali. Ne, hecam se. Še enkrat, absolutno sem za to, da si pač vsak, ne samo moj sin, zbere šport sam, ne, in on si je zbral velik nogomet in jaz proti tem nimam popolnoma nič, v vsakem primeru je deležen moje spodbude, ne vem, tudi nekih tehničnih pripomočkov smo kupil, da ga malo spremljam, da vidim, če je lenuh na tekmi ali ni. Drugače pa, jaz mislim, da to ne velja samo za mojega sina, da bi nasplošno mogli biti tak, da trenerji v tisti panogi, ko delamo, bi mogli dati otrokom največ. Otroci bi se mogli pa sami odločiti, za kjer šport bojo. In zato mi tudi se zdi, moram v tem primeru to povedati malo umno, ker sem večkrat čul od kjerga trenerja velikega nogometa, da ta dva športa nista združljiva, sta različna, absolutno, ampak v nekih mlajših kategorijah sem prepričan, da sta tudi dobrodošla en drugmo in ne samo zato, da smo pod skupno organizacijo, ampak da bi pač tudi trenerji mogli vedeti, da se otrok sam odloči, da na tak način, da ga ti pač mu drugo panogo malo zasenčiš, ne bo ostal pri tebi. Pa jaz mislim, da tudi ni nobenega problema, žoga je žoga, ne vem, če se spomnim, verjetno si ti zelo podobno delal, na koncu vse, kar je bilo že okroglo, skoraj, ko smo bili otroci, smo igrali, postavili 2 opeke ali pa 2 kamna ali pa 2 palce v travo, zabili noter. Pa igra 1-1 ali 2-2 ali 3-3, koliko nas je pač bilo, ne? Ulica. In smo poskušali čim več preigrati, tako da jaz mislim, da tu ni problem, hvala Bogu imamo nekaj več igrišč, žal so pa preveč prazne, ne, tako da. Ampak hotel sem te vprašati, ko ti greš, ne vem, pogledati sina na trening ali pa na tekmo, koliko ti uspe, da ne komentiraš, kako je izgledal na igrišču? Čisto konkretno ti bom vedel, spet nič ne skrivam, to ni glih najbolj pedagoško, ampak jaz sploh ne hodim gledati sina na tekme, ker smo imeli enih parkrat tako debato, ki ni bila za nikamor in potem sem se jaz tega enostavno, jaz sem vesel, da to dela, on ima izredno rad nogomet in jaz ga bom podpiral na vsakem področju, ampak težko smo neke stvari dopovedal in tudi se mi ni zdel, da je zdaj tam tuli na njega in sem se enostavno odstranil od tega. Nisi pa uspel, da bi sam prišel pa rekel, bravo, sine, v redu je, ti sam da uživaš, tam imaš trenerja, on ti bo povedal. To nisem uspel, sploh ko sem videl, na kakšen način so neke stvari delali, zato sem se rajši odmaknil in jaz vem, da on zdaj v tem uživa in ne dela kar po svoje. Mogoče še sam tisti argument pred, ko sem povedal, ne, za pač futsal in nogomet. Jaz vem, da imaš ti bolj podatek o tem, koliko tam igralec ima v posesti žogo. Jaz mislim, da je 2-3%. Ne vem, poprav me, če imam prav, pri velikem nogometu, dočim pri malem nogometu je ta procent bistveno večji in zato jaz pravim, da bi sploh
otroci in pa mladostniki mogli še več igrati futsala, zato ker tam je kontakt z žogo neprimerno večkrat, več dotikov, več vsega in kar je za mlade tudi bolj zanimivo. In tudi z tega vidika to niso tako do različna športa, da bi se jih mogli ločevati sploh v mlajših kategorijah. Mislim, da vseh nogometašov zdaj nekje okrog 4%, ne? Ampak je pa ravno to, kar si zdaj rekel, ne, mi je zanimivo, da smo mi šli v velikem nogometu pri selekciji U9 v igro 4x4, ne? Na male gole, ne, kar pomeni, so zelo podobna pravila, pa principi, ker tudi vi izhajate pač iz sodelovanja 2, ampak potem tu naprej so trikotnik, pa rompi in tu noter se išče tudi načeloma to, kar se mi pogovarjamo, ves čas govorimo, tisto, kar se pojavlja v sodelovanju 4, se pojavlja tudi potem v sodelovanju 11-11. Točno to, samo da je večji model, da je več igralcev vključeni, da so še mogoče več variant, kar je normalno, ampak ostalo pa mislim, da je to osnovna igra, tako se začne na ulici z 1-1. Ok, to te še ne vprašam, si ti kritičen do slovenske stroke, se ti zdi, da bi se lahko bolj potrudili glede samega dela? Ali pa da smo po domače rečeno malo šlampasti, da nismo dovolj odgovorni do mladine, ko prihajamo na trening? Jaz prvo, kar je težko, ocenjujem stanovske kolege, ker na koncu ne treniram z njimi, ne vem, ampak jaz sam kot tak in tudi mojo ekipo zahtevam, da se na vsak trening pripravimo, da se na vsako obdobje pripravimo, ali je to klubska scena, ali je to državna reprezentanca. Se mi pa zdi, da bo v našem športu, kot smo rekli, ki je mlajši, potrebno več kvalitetnih trenerjev v mlajših selekcijah. To pa smo, tu pa pri futsalu lahko trdim, da smo podhranjeni, ker na koncu tam se začne razvoj otroka in tudi na koncu dojemanje tega športa. Tu pa lahko rečem, da sem kritičen in tu bi si želel, da se v mlajših selekcijah pojavljajo, bom rekel, bolj kompetentni trenerji, da na nek način pripravljajo. Potem, če se je nekdo za futsal odločil, bo probal več trenerjev članskih, sam je že dovolj pameten, mu bo na nek način dosti lažje, kot pa če je prva leta zamudo in na nek način se je preganjal po igrišču, bom rekel, malo ne, brez veze. Zanimivo mi je to, ko si zdaj rekel, ne, za najmlajše, da rabimo kvalitetne trenerje, to tudi mi ves čas poudarjamo, ne, ampak potem prijemo do enega največjega problema, ne, da za najmlajše namenjamo najmanj denarja, ne, in mi prijemo do tega, da trener, ki bo, ne vem, na mesečni ravni prejel 250 € za to, da bo treniral najmlajše, si že osnovnih stroškov težko pokrije, ne, tako da potem tu je glavni konflikt, ne. In to sem v glavnem tudi jaz ti hotel povedati, da v futsal ligi je že glavnega trenerja dobiti težko kvalitetnega, prvi zato, ker ni velika baza, ne, drugi zato, ker jih ajmo reči ni, ker tudi licenc, ki so najvišje licence UEFAB še ni velika baza teh trenerjev, to se pa potem sam še stopnjuje do najnižjih selekcij, kjer pa v bistvu ne bom rekel, da je lahko vsak trener, ampak se delajo veliki kompromisi. Ja, zelo dober stavek. Ja. A mi lahko rečeš 5 najboljših igralcev po igralnih mestih, ko si jih uspel trenirati do zdaj? Ko sem jih uspel trenirati. Ja, se pravi, če bi zdaj gledal iz tega, ne vem, ti si trener 25-30 let, ne, kdo ti je bil najboljši golman, kjer ti je bil najboljši obrambni par, tako na tak način? Na to nisem zdaj pripravljen, ampak pa ti bom povedal, recimo, pa rekel si, da sem jih jaz utreniral. V bistvu, da si jih ti treniral. Ja. Jaz bi rekel, da kot igralsko absolutno na poziciji pivota najboljši igralec za mene vseh cajtov v Sloveniji je Kristjan Čujec, najbolj kompletni igralec. Potem bi rekel, na levi strani, recimo desničarja, sta bila daleč najboljša, je za mene Lazit Zoran, moj soigralec, ki je nažalost igral sam občinsko ligo, pa tudi državno ligo z menoj, ampak ni bil nikoli reprezentant svoje države, ker pač takrat ni bilo interneta, če bi bil danes internet, bi bil Zoran kapetan Bosne in Hercegovine, sem prepričan. Mile Simonovič, absolutno vrhunski igralec in isto na tej strani, pa mogoče tudi kot zadnji igralec lahko, da je bil najkvalitetnejši. Zdaj za levičarja se težko odločim.
ne vem, zelo v tem trenutku ti težko rečem, ampak Gabe Vrhovec je že en tistih, ki je velik pečat v reprezentanci pustil, nažalost bi lahko še večga, ampak so ga poškodbe omejevale. Ne vem, težko je zbrati glih najboljše, ampak to so v glavnem tisti, ki so bili najboljši. No. Okay. Kako bi pa ti naslovil, rečemo, mladim igralcem, kaj naj počnejo za to, da bodo enkrat, ne vem, ali pa da bi sploh lahko razmišljali o tem, da bi bili enkrat na tej kvalitetni ravni, kot ste bili vi vsi reprezentanti. Kaj naj počnejo, na kak način naj razmišljajo? Najprej je pri vsaki stvari interes, tako kot je interes za šolo, tako kot je interes za neko drugo dejavnost in če imaš to res rad in če želiš napredovati, potem pa potrebna samo vztrajnost in volja. Kot pri vsaki stvari, tudi v karieri je potrebno imeti malo sreče, ne? Se pravi sreče na ta način, da nisi veliko poškodovan, sreče, da imaš že prave trenere v mladih letih. Ne vem, kaj naj svetujem, vsekakor ne delajo stvari, ki jih imajo radi in ne uživajo v njih. Na koncu, če ti ne uživaš v tem, kar delaš, bo slejko prej popustil in ne bo pravega rezultata. Ok, kaj pa še zadnje vprašanje z moje strani, razen če špol še želel mi dodati, pa še kaj, da smo pozabili, ne? Glede na to, da vsi vedno imamo še neke cilje za naprej, ne? Kaj ti danes delaš ali pa kaj ti ugotavljaš, da ti še manjka, kljub temu, da si že dolgoletni trener, ampak tako, ko opažamo oba, ne, nogomet se zelo razvija, zelo se spreminja, nove znanosti prihajajo noter, ne. Kje ti je, rečemo, zdaj naslednji cilj, kaj bi želel še osvojiti v znanju, zato da bi bil še boljši trener, selektor za prihodnost? Se veš, da trenerstvo je sestavljeno iz več komponent, v bistvu iz večjih zadev. Vsako zadevo se je treba non-stop izboljševati. Na koncu malo smo se iz vrhunskih dosežkov učili pripravo športnika, malo smo, ne vem, neke programe že zdaj imamo sami, imamo že tudi platforme, ne vem, tako ta Instat in tak naprej. Vse to se še bo razvijalo naprej in recimo vse tisto, kar sem delal včasih tudi v službi in včasih, kar delam v trenerstvu, želim slediti, ne, in sem bolj tako, ko sem poslušal Pušnika, recimo tudi jaz rad sem na teh stvareh naprej kot pa nazaj, ne, tako da kar se bo novega pojavilo, kakšni se bo informacijski sistemi pojavili, kakšni se bojo mogoče programi za analize pojavili, ne vem, vse te zadeve me zanimajo, ne, na koncu mogoče to ni glih vesoljska tehnologija ali pa računalništvo, je pa futsal tudi ena panoga, ki se hitro razvija in bo seveda se tudi naprej. Ok, smo kaj posebej pozabila, kako dobro anekdoto slučajno še isto. Tih je bilo verjetno veliko, ne? Ja, sigurno jih je bilo veliko, zdaj se glih ne spomne, Kiro, da bi ti jo povedal, ampak sigurno v teh letih se je nabral veliko anekdot. V glavnem so pa bila to leta, ki sem užival v njih, ne bom rekel, sej je bilo tudi veliko razočaran, ker smo izpadli iz kakih prvenstv in tak naprej, ampak v glavnem sem do zdaj vsem odnesel same pozitivne stvari, tako da sem na to prav vesel in ponosen, da sem bil tak dolg selektor. Evo, jaz se ti res moram zahvaliti, da si bil moj gost, no, tako da upam, da si užival, da ti je dobro minilo tehle uro pa pol, ne. Prav sproščeno, tako da ni problema, ale z veseljem sem tudi to panogo predstavil, kot sem sam rekel, neko odgovornost do nje čutim, tudi na ta način, da ljudje spoznajo to, če želijo in tako da z veseljem. Tako da te še lahko kdaj povabim. Ni problema, z veseljem. Ok, potem pa midva počasi zaključujemo tole, da še mi odpiskamo. Takole. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTubeu in še kje, malce pobrskajte po svojih platformah. Še enkrat, če so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas sledite in všečkate na Facebooku in Instagramu, saj nam boste s tem pripomogli k še kakovostnejšim vsebinam. Še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej, pa navijajte za slovensko futsal reprezentanco na Evropskem prvenstvu. Lep pozdrav!